Lep dober dan vsem. Naše ključno sporočilo je, da je vrag odnesel šalo. Nasilja v osnovnih šolah, romskega nasilja, medvrstniškega nasilja v Sloveniji nimamo pod kontrolo. Šolniki so brez orodij, ministrstvo obljublja rešitve, ampak ne ukrepa. Tudi politika, torej predsednik vlade, obljublja akcijske ukrepe in jih ne pripelje in ne prinese. Zaradi tega smo v Novi Sloveniji ocenili, da je sedaj, ko smo zaključili s prejšnjim šolskim letom in ko imamo dober mesec, skoraj mesec in pol do začetka naslednjega šolskega leta, pravi čas, da prinesemo in vložimo v obravnavo Državni zbor rešitve, ki po našem mnenju bodo in lahko ključno pomagajo, da naredimo nasilju v osnovnih šolah in medvrstniškemu nasilju, romskemu nasilju konec. V preteklih letih so Slovenijo pretresli mnogi incidenti, tako v šolah, osnovnih, srednjih in tudi zunaj šol. Spomnim samo na nedavnega zadnjega v Brežicah, kjer je romski mladoletnik hudo pretepel in hudo poškodoval svojega sošolca. To je bil samo vrh ledene gore. Predtem smo se v zadnjih letih srečali in bili pretreseni zaradi številnih drugih incidentov. Spomnite se incidenta v Celju, spomnimo se incidenta v Zrečah, Trbovljah, Mariboru. Skupni imenovalec vsem tem incidentom je, da na koncu vsi ugotovimo, da nasilnim učencem nihče v tej državi nič ne more. In to te nasilne že pravzaprav še spodbuja, vsekakor pa jih ne odvrača od tega, da bi s nasiljem terorizirali svoje sovrstnike, šolnike in nemalokrat tudi svoje starše. Po tem zadnjem incidentu v Brežicah, v Veliki Dolini, smo zahtevali sklic nujne seje, predlagali tudi sklepe, s katerimi bi se lahko na hitro odzvali na ta pojav nasilja, na hud incident. Seveda je koalicija zopet vse naše sklepe zavrnila. Minister Felda je sicer napovedal še več pogovorov. Vemo, da so nedavno imeli tudi po vsej Sloveniji v osnovnih šolah pogovorne ure o nasilju, medvrstniškem nasilju in tako naprej. Predsednik vlade Golob pa oblikovanje akcijskega načrta, ampak pričakovano, žal, nič od tega nismo dobili, sploh pa ne šole. V Novi Sloveniji trdimo, da je študij akcijskih načrtov, pogovorov, tako naprej, dovolj. Tega imamo dovolj. Stroka ve, kaj je potrebno narediti. Predvsem se je potrebno odzvati na te pojave nasilja z učinkovitimi ukrepi. Potrebna je sprememba zakonodaje in seveda, to ni možno čez noč, zato to vlagamo sedaj, ko ima vlada dober mesec, skoraj mesec in pol časa, da sprejemom teh ukrepov pomaga predvsem šolnikom, da bojo imeli orodja, da ukrepajo ob pojavu nasilja v šoli. Ključno je, naše rešitve so usmerjene v to, da se najprej zaščiti žrtve, da se nasilneža nemudoma umakne iz okolja, kjer povzroča nasilje, in tretjič, da se tudi nasilnežu pomaga. Kot je rekla ravnateljica strokovnega centra Planina, doktorica Leonida Zalokar, citiram, niso vsi otroci za osnovno šolo, ker ne dosegajo kriterijev, ker imajo druge potrebe, ker imamo tudi v Sloveniji kar primere terapevtsko neodzivnih otrok, ki morajo biti nemudoma odstranjeni iz osnovnih šol in nameščeni v posebne programe, kjer so deležni posebne strokovne obravnave. Konec citata. To prinaša naš zakon. Nasilnežu je potrebno dati jasen signal, da njegova pravica, da je v osnovni šoli, ne more in ne sme biti nad pravico ostalih sovrstnikov, da se v normalnih razmerah izobražujejo. Torej, naš zakon prinaša
lahko rečem, 3 ključne rešitve, ki bodo pomagale tako preventivno, kot tudi kurativno, torej potem, ko se zgodi, če se zgodi incident. Zdaj, še posebej se je ob tem incidentu tudi izrazilo romsko nasilje in tukaj moramo spregovoriti tudi o tem, jasno je, integracija Romov v Sloveniji nam je spodletela. Romi uživajo v Sloveniji, lahko rečemo, dobro zaščito. Imajo čisto vse pravice, ki jih imamo tudi ostali njihovi sodržavljani. Še več, občutek je, da imajo celo več pravic, da si jih kar vzamejo. Dejstvo pa je, in to vsi državljani in državljanke vemo, s pravicami morajo nujno z roko v roki iti tudi odgovornosti. In temu v tem primeru žal ni tako. Obstajajo posamezne skupine Romov, ki terorizirajo lokalno prebivalstvo, grozijo prebivalcem nekaterih delov Slovenije, pogosti so vlomi, pretepi, kraje in tega je dovolj. Spomnim, da je skupina županov zbrala 35.000 podpisov za paket zakonodaje, kjer bi celovito pristopili k tej problematiki, ki je izjemno povezana tudi z preprečevanjem in odzivi na nasilje v šolah. Golobova vlada je v stari zgodbi ta paket zavrnila in obljubila, da bo pripravila svoje rešitve. Od tega je že kar nekaj časa minilo, žal spet teh rešitev ni. In lahko vam povem, v Novi Sloveniji to že vemo, jih tudi ne bo. Zato, ker je tej vladi za ljudi vseeno in za njihove težave in probleme. Župani so se množično obrnili na nas in povedali, da že samo, ko se je njihov paket zakonodaje obravnaval, ko so se zbirali podpisi, ko se je javno govorilo o rešitvah, o tem, kakšne obveznosti bodo morali prevzeti, so kar naenkrat romski otroci bili prisotni pri pouku v osnovnih šolah in so izpolnjevali svoje obveznosti bolj kot do takrat. Takoj, ko je Golobova vlada zavrnila ta paket zakonodaje, se je stanje spet povrnilo na stanje pred tem, torej odsotnost teh mladoletnih šoloobveznih otrok od pouka, kar je pravzaprav kršitev tudi otrokovih pravic. Nova Slovenija zato zdaj le skupaj v paketu vlaga, torej zakon o osnovni šoli z rešitvami za preprečevanje in ukrepanje pri medvrstniškem nasilju v šolah in izven šole in na drugi strani tudi ta županski paket, ki pomaga celovito urejati to področje, tako preventivo kot kurativo. Mi moramo omogočiti najprej mladoletnim šoloobveznim otrokom njihovo pravico, da so pri pouku, drugič moramo zaščititi žrtve medvrstniškega šolskega nasilja in tretjič, dolžni in moramo pomagati tudi povzročiteljem nasilja, zato naša zakonodaja predvideva, da se te ljudi, te otroke, te nasilneže umakne iz okolja, ki povzročajo nasilje in se jih vključi v primerne terapevtske prevzgojne programe v institucije, kjer so za to pooblaščene in usposobljene, kjer so strokovnjaki, ki to znajo delati. Dajemo torej konstruktivne rešitve vladi, da bi med tem poletjem izkoristila ta čas, ukrepala in sprejela te rešitve, lahko jih nadgradijo, lahko še stroko najdemo še dodatne ukrepe. Vsekakor pa sporočamo v Novi Sloveniji, tej vladi, vsem državljankam in državljanom, da mi pri tem prizadevanju za ustavitev medvrstniškega nasilja in pa romskega nasilja ter ureditev romske problematike ne bomo odnehali.